cin, sončki pojejo, lep je ta božični čas, ki prinaša zimo nas. Hej, ali je vas? Who cares? Dobro jutro, zdaj se res moram vstati. Mislim, sem se stala kao vjutro, ampak nisem se mogla vstati, ker sem bila tako zmatrana in sem se spala in sem se zbujala konstantno in sem imela predavanja in sem se zbujala in sem spala in zdaj ura fucking že 10. Itak imam cel dan predavanja, ampak zdaj imam še en sestanek, pa moram jih res pospravljati, ampak sem tako zmatrana, zdaj ne znam razložiti. Pač ponavadi se zbujam med 5 pa 7. Ampak sem tako zmatrana danes, pa včeraj je bila fuck. Ura je 15 do 1. In sem mislila, da bom ful več naredila kot sem, zaradi tega, ker sem zdaj spet obadala s tem editanjem in uploadanjem, ker pač nam je vrel Wi-Fi dela tukaj in moram vse na podatke in zdaj skoraj več nimam podatkov in pol sem nekaj zajebala in sem ga mogla še enkrat editati in še enkrat uploadati in imam ful težave zadnje dni. In ja, tako da nisem še nič naredila, zdaj si bom šla po mojem prvo glavo prat, ker imam pol ob 2 nova predavanja in bom probala si glavo oprat in posušiti. Pol med drugimi predavanji pa vmes malo čistiti kopalnico, sam je pač težava, da imamo vaje in moraš biti ful bolj prisoten, ker skozi nekaj kliče. Profesorica pa mislim, da bomo neke po skupinah delali, teda upam, da mi samo uspe pač pospraviti mes, ker pol imam popoldne, imam pa ono analizo v mreži, kjer moram pogledati, kaj delam, ker pač, oh my god, ne vem, kak mi včasih zvoka s tem, včasih mi ga in bom živčni zlom doživela, res prisežem. Ne, same težave mi povzročajo vse te elektronike zadnje dni. Imam težavo na WC-ju. Ok. Ne da se mi glave prat, ura je 1:30. Ležala sem v posli in se mi ni še da delati. In to najbolj se vražim pri tem, ko se tako pozno zbudi, ker pač pol se mi ne da ni žela cel dan, bi lahko res sam spala. Da bom zdaj probala iti prvo dejansko pospravljati. Kopalnico bom vseeno pomila na koncu, ko se pač stuširam. Bom pa prvo probala počistiti, ali pa tudi ne, bom pa tudi kopalnico, ker zdaj čista, ne vem še, ampak prvo bom po mojem šla sesat, pa pospraviti dnevni prostor. Torej, zdaj imam še ena predavanja oziroma ene vaje. Glavo si moram prati, sem pa že skoraj vse pospravila. Mislim pač koliko lahko, realno, ker pač sama ima zdaj dosti nekih zadev, hrane. In jaz tega ne morem ker nekam vreči, ker imamo res mičkeno stanovanje. Sem pa torej počistila pač pot. Sem torej pač v bistvu posesala vse, tako da je zdaj čisto. Tu sem načeloma tudi večino stvari pač pospravila, se suši, ker pač res imamo malo stanovanje in pač ne moreš narediti dosti, ne. Tole njegovo mizo si bom potem sam urejal njegove zadeve, teda sem pač vse druga pač pospravila. Eto, spet bom delala zrezke v omaki, teda delam zrezke, dala sem samo eno meso, mislim, da je ful dosti, ker itak je tukaj podarek pri nama bolj na omaki pa na testenina, to delam zdaj. Pa bom vam javila, kako bo delovalo. Zraven itak brez dvoma imam vidje z mamo, pol pri kosilu pa gledava Big Bang Theory ali pa Designated Survivor. Ja. Danes je prvi dan po enem mesecu ali kakorkoli, kako dolgo je trajalo, da lahko grem na sprehod brez maske. In mi je prav tako malo grozno, ker sem tako, a lahko grem? Tako da bom imela itak masko poleg, že zaradi tega, ker če se slučajno vsaj v kakej trgovini ali pa kje. Ja, ampak lahko grem brez. In se zelo veselim, ker ta del mojega obraza did not like it. Ok, torej odločila sem se, da vam bom v tem vlogu povedala ta true crime primer, ki sem ga ful dolgo raziskovala, ki sem ga že 100-krat omenjala, ampak vam ga nikoli nisem pač povedala, zaradi tega, ker ste videli, ampak ni tak tipičen true crime primer in ga zato nisem naredila kot pravi video. Dejansko se je to odvijalo leta 2014, ko sta se Derek in Maria preselila v svojo novo hišo v New Jerseyju.
Preselila so se pa v bistvu v bližino tam, ko je imela Marija že svoj otroški dom. Prav tako pa je Derek dobil neko ponudbo za delo in je dobil kar visoko pozicijo, zato ima tudi več denarja, da sta lahko uredila hišo. Hiša ni bila tako mala, dejansko mislim, da je bila 6-sobna, če se ne motim, da je bila kar orang hiša. No, in ko me na začetku, ko so v bistvu še rihtali to stanovanje, mislim hišo, je Derek šel en večer ven, potem ko so, kako se temu reče, ki so pač belili hišo, če se ne motim. In je najdel kuverto, naslovljena je bilo na foro Dearest New Neighbor, oziroma najdražji sosedi na Boulevard 657. Dovolite mi, da vas pozdravim v soseski. Vas je 657 Boulevard klical s svojo silo. Ful čudno, že v štartu. Moja družina že desetletja skrbi za Boulevard 657 in zdaj se bliža njegov 110. rojstni dan. In sem postal zadolžen za gledanje in čakanje za njegov second coming, je bilo napisano, kar je bilo ful čudno, zaradi tega, ker ne vem točno, kaj je s tem bilo mišljeno, oziroma noben v bistvu ne ve. Pol v bistvu razlaga, da njegov dedek skrbel za to hišo v 20-ih, njegov oče v 60-ih in zdaj je kao njegov čas. In postavim vprašanje, če poznajo zgodovino hiše, ali veste, kaj se skriva v stenah Boulevard 657, zakaj si tukaj, oziroma zakaj ste tukaj in izvedel bom. Potem se v bistvu pritožuje, da so zalili hišo oziroma preplavili z temi delavci in uničujejo hišo, kao da ni tako, kako bi mogla biti. In omeni še, da je to slaba poteza. Ful čudno je ta stavek, ko kao reče You don't want to make Boulevard unhappy. Kar se meni je zdelo ful weird. In potem nadaljuje, vidim, da imate otroke. Zaenkrat mislim, da so 3. In je postavil vprašanje, ali jih je na poti še več. In bolj se spet postavijo te very weird vprašanja. Te bom prebrala v angleščini, zaradi tega, ker se mi zdi, da je ful bolj tak creepy v angleščini. Je vprašal, do you need to fill the house with the young blood I requested? Oziroma, to je bolj pač kao v slovenščini, ali morate hišo napolniti z mlado krvjo, ki sem jo zahteval. Meni je to zelo čudno vprašanje. In potem kao, da je to dobro za njega. Potem je vprašal, če je pač njihova stara hiša bila premala za njihovo rastočo družino. Potem je spraševal, ali pa je bil v bistvu pohlep, ki je pripeljal njemu te otroke. In potem je še napisal Once I know their names, I will call to them and draw them to me. Pač neko povedal njihova imena, da bo jih pač privabil k sebi. In pol še vpraša, ker je bilo ful smešno, ker je vprašal kao who am I? In pol se jaz vedno spomnim na Gossip Girl in tak who am I? XOXO, Gossip Girl. Who am I? Kao kdo sem jaz? Vsak dan mimo hiše pelje na 100 avtomobilov, mogoče sem v enem. Preverite vsa okna, ki so vidna z ulice 657, morda sem v enem. Dobrodošli, moji prijatelji, dobrodošli, naj se zabava začne. The Watcher. Teda ja, zdaj, verjetno vsak, ki bi dobil podobno pismo, bi bil zelo prestrašen, oziroma prestrašen pač full weirded out, po mojem. Fora je, da na pismo ni bilo povratnega naslova, kar pač itak, kdo bi dal povratno naslov oziroma svoje ime na tako pismo. Derek je torej v bistvu potem takoj poklical policijo in so začeli pač preverjati, kaj bi to lahko bilo. Že sami policaji so bili zelo zgroženi nad tem, kar pač bi verjetno vsak bil, ko dobiš tako pismo, ker je bilo ne kot neka grožnja, torej na foro dajte se izseliti ali pa nekaj tajega, ampak je bilo toliko weird in misteriozno in napisano v takem čudnem jeziku, oziroma več, kdo piše na tak način. Policisti so jim dali torej nekaj kao nasveta, kako bi lahko pazili bolj na to, kaj se dogaja, ampak pač honestly, takrat so komaj hišo gradili, še niso tam živeli in niso v bistvu nič kaj mogli takega narediti. Je pa Derek takoj isto noč v bistvu šel potem v svojo staro hišo domov in pa prejšnja lastnika, John and Andrea Woods, poslal e-pošto in pač obvestil glede tega, kaj se je kao dogajalo. In sta potem John in Andrea v bistvu odgovorila, da v njunih 23 letih, ko so živeli v tej hiši, nikoli niso pač dobili podobnega pisma. Edino, ko so nekaj dni preden so dansko hišo prodali, so dobili neko čudno sporočilo, ampak so pač bili tak,
nekdo se norca dela. Torej, oboji skupaj so potem v bistvu šli na policijo, kjer jim je detektiv svetoval, da naj pisma shranijo in da nobenemu od sosedov ne povejo o tekoči preiskavi, torej pač da iščejo od tega, ko je poslal pismo. Jaz, ko sem brala te pisma, sem se tak jokala. Ne kot, da mi je bilo hudo, ampak meni, ko so ene stvari tak grozne, oziroma me tak freakajo out, se mi napolni oči s solzami in pol sam teče. Zakaj? Noben ve. In potem še novo pismo. Dobrodošli znova v novem domu. Delavci so bili zaposleni in jaz sem vas opazoval. Napisal je, how you carefully unload your personal belongings. Pač v bistvu, ko so se selili v hišo, ko so nosili noter škatle in ko so se v bistvu selili. In pol je spet ta njegov čudni jezik, ker je napisal, kao, da hiša joče od bolečine, ki jo preživlja. Spremenili ste jo in ste naredili zelo moderno, kradite njeno zgodovino, pije za preteklostjo in za tem, kar je včasih bilo oziroma bila. In pol on začne omenjati, da se je v pismu parkrat nekako meni na foro, da se on sprehajal po njenih dvoranah. Redejo, da bila bi nekdo, ko je včasih tam živel oziroma pač bil v hiši somehow. In potem začne 60-ta so bila pravi čas za hišo, ko sem v bistvu tekal od sobe do sobe in si predstavljal življenje s tamkajšnjimi bogatimi prebivalci. It's just weird. Hiša je bila polna življenja in mlade krvi, potem se je postaral tudi moj oče, ampak on je pač kao skrbel za hišo do svoje smrti in zdaj gledam in čakam jaz na dan, ko bo spet mlada kri moja. Full weird. In pol spet, ste že našli kaj v stenah, oziroma kaj je v stenah. Tukaj predvidevajo, da pač je govoril o otrocih, ne dejansko teh starših, ker v bistvu so že našli kaj v stenah, čez čas bodo. Vesel sem, da zdaj vem njihova imena. In pol je spet napisal, kao zelo pogosto izgovarjate njihova imena, kar imaš spet feeling, da je nekdo, ki je pač blizu. In pol je kao rekel, da se hiša zelo veseli njihovega prihoda. Minila so leta in leta, odkar je mlada kri vladala hodnikom hiše. In spet vpraša, če so v bistvu našli že vse skrivnosti, ki jih ta hiša vsebuje oziroma skriva. Spet eno zelo creepy vprašanje meni, da mi je tak na jok, ki vpraša, če se bo mlada kri igrala v kleti, pač ali se preveč bojijo iti v klet, da bi šli sami. In on kao reče, na njihovem mestu bi se jaz zelo bal iti v klet, in izpostavi, da je kao daleč od ostalega dela hiše in da če bi starši bili zgoraj, da jih noben ne bi slišal kričati. Meni je kar na jok. Pač me je to full creepy, honestly, res pač. Jaz bi umrla, da bi kaj tajega. Potem je vprašanje, bodo spali na podstrešju, ali boste vsi spali v drugem nadstropju. Kdo ima spalnico s pogledom na ulico. Pomagalo mi bo tudi vedeti, kdo je v kateri spalnici, zato ker lahko potem boljše načrtuje. Vsa okna in vrata na ulici mi omogočajo, da vas opazujem in spremljam, ko se premikate skozi hišo. Kdo sem jaz? Sem opazovalec in že več kot 2 desetletji nadzorujem hišo. Who am I? I am the watcher. Družina Woods vam jo je kao predala, čas je bil, da so nadaljevali in prijazno prodali hišo, kot sem jih prosil. Kar je full weird, o tem govorim malo kasneje, ampak kao na foro, kot da je on njim rekel, da se mora izseliti. Kar jaz osebno ne verjamem. Velikokrat na dan grem mimo. Hiša je moje delo, moje življenje, moja obsedenost. Potem reče, dobrodošli v izdelku vašega pohlepa. Pohlep je tisto, kar je pripeljalo pretekle 3 družine in zdaj vas je pohlep pripeljal k meni. In pol na koncu jih samo kao pač pozdravi, reče, have a happy moving in day, torej pač, da se naj dobro vselijo. In kao, veste, da bom gledal, oziroma you know I'll be watching. In pol doda the watcher. Potem čez čas je Derek v bistvu izvedel, da v bližini živi ena čudna družina Langford, če se ne motim. In je v bistvu policija rekla, da so jih že zaslišali, ker so pač vedeli, da so imeli da so že znani policiji, ampak da način govora moškega, oziroma ne vem, kako je bilo ime, ampak v bistvu gospoda Langford, je bil njegov način in pa njegove duševne motnje, so rekli pač, da ne bi bil zmožen napisati takega pisma. In pa potem spet nekaj tednov po zadnjem prejetem sporočilu se je pojavilo še 3. pismo, kjer je bilo dejansko več komentarjev, ki so neposredno komentirali same dejanja družine, da sta Derek in Marija nehala
voziti tudi otroke v hišo. Torej pač predvidevam, da bo tukaj v času gradnje, da pač otroci enostavno se niso igrali zadaj na travniku ali kjerkoli, ampak so pač ostali doma. V bistvu družino obtožuje, da se je ta hiša njemu postavila proti oziroma pač kontra njemu, kar je full weird. In ga vpraša, da ne razume zakaj, kakšen urok je bil prisoten. Kao včasih je bila hiša moj prijatelj, zdaj pa sovražnik. Jaz skrbim za to hišo, ne ona skrbi za mene, oziroma da je on za njo odgovoren in ne obratno. Ubranil sem njenih slabih stvari in čakal, da bo spet postalo vse dobro, ne bo me kaznovala in pol kao I will rise again. Potrpežljivo mi bo čakal, da bo to menilo in da boste mi prinesli mlado kri nazaj. Hiša potrebuje mlado kri. Pridite nazaj, naj se mlada kri spet igra, kot sem se jaz nekoč. Nehajte jo spreminjati in jo pustite pri miru. Derek in Marija sta v bistvu okoli hiše potem postavila svoj varnostni in alarmni sistem, da bi v bistvu nadzorovala, kdo pride, če je slučajno kaj takega čudnega. In v bistvu so kamere potem okoli hiše opazovale različna območja. Derek naj bi v bistvu celo plačal nekemu osebnemu detektivu, da bi pač preiskoval tisto družino Lamfordove, ko sem vam prej rekla, da naj bi bili malo čudni. Derek se je v bistvu obrnil tudi na nekdanjega FBI agenta, Roberta, ki je v bistvu mu podal analizo na foro, s kako stopnjo ogroženosti se oni zdaj soočajo in pa psihološki profil avtorja tega pisma. Ta FBI agent je v bistvu rekel, da se mu zdi, da je avtor pisma v bistvu razgledan oziroma da se mu vidi, da bere in da je zanimivo, da kljub temu, da pač piše tako pismo, da ni dobenega vulgarnega govora oziroma jezika na foro, pač da ni nekih kletvic pa nekih ful tak groženj in žaljenja, zaradi tega, ker ponavadi, ko dobi kdo kakršnokoli pismo na dom, ni toliko čudno, kot je bilo to. Tukaj nekjer v besedilo ne izrazi nekega, da želi kakšen denar, da jim hoče kaj prav narediti. Pač ja, implaja oziroma predlaga neke take čudne stvari, da si želi, da pridejo otroci nazaj in te fore, ampak ni nič kaj tajega, ko pač je ponavadi, ko ti nekdo piše sovražna pisma ali pa jim hoče groziti, a ne. Potem so to nesi nekomu, ki dela v bistvu prav profile teh ljudi iz samega sporočila pisma in je v bistvu ugotovila, da to nekdo v 50 in 60 letih živel v bližini in da naj bi ga ljudje podcenjevali. Kar je pač meni ful tak, ok, ti si nekomu plačal in ti je povedal nič, v bistvu. In potem je v bistvu predlagal, da naj preučijo oziroma pregledajo prejšnje lastnike oziroma ljudi, ki so prej živeli v samem gospodinjstvu, kar se meni zdi najlažja zadeva, takoj prvo bi šel to delati, ne vem, zakaj je rabo, naj FBI agent to pove. Torej, ako sem rekla, da je potem ta preiskava nekaj časa se nadaljevala s poudarkom na tej družini Langford, ampak itak niso zvedeli nič. Potem je v bistvu policija preverjala preteklost celotne soseske, ampak pač niso nič kaj čudnega oziroma nič kaj njim koristnega našli. In konec leta 2014 je tudi sama preiskava zastarala, torej isto leto, ne vem, junija se je začelo in konec leta je pač enostavno zastaralo. Družini je to itak bil ful veliki finančni udarec, zaradi tega, ker so kupili res drago hišo, v kateri zdaj itak ne bojo živeli in so se v bistvu preselili k Marijinim staršem. Sicer tukaj točno vem, kaj se je zgodilo z njihovo staro hišo in zakaj niso šli tja, mogoče so se tam tudi preveč bali ali pa so že prodali. Mislim, da lahko so prodali. Zaradi vsega tega in pač, ker sem imela predvsem denarno stisko, sta se v bistvu odločila Derek in Marija, da bo ta prodala to staro hišo. Ampak to je zdaj malo težko prodati, če si bil ti v novicah, da se ti to dogaja, ker pač oni so bili tudi v novicah. Torej, minilo je 6 mesecev, odkar so dobili prvo pismo, torej v roku pol leta so oni kupili in prodali hišo. In kot sem rekla, zaradi tega, ker je bilo medijsko zelo izpostavljena hiša, je bilo težko prodati, pa še zaradi tega, ker so realno imeli kar visoko ceno baje, kar pač realno ljudje vejo, da je nekdo v tvoji hiši umr ali pa so bile grožnje prisotne ali pa kaj tajega, ne bojo plačali par milijonov za hišo. Torej, eno leto po prvotnem nakupu hiše sta Derek in Marija vložila tožbo proti prejšnjim lastnikom zakoncema Woods. Vztrajali so, da zakon zahteva popolno razkritje preteklih dogodkov, torej da bi oni mogli pač povedati glede tega pisma oziroma pač takega tipa dogodkov, ki so ga v bistvu prejeli tik pred prodajo. Marija in Derek sta v bistvu
trdila, da je šlo za goljufivo prikrivanje, namerno in malomarno povzročanje čustvene stiske ter številne druge stvari. No in takrat so v bistvu na sodišču to obtožbo in primer tudi zavrgli, da v bistvu ni potrebno naložiti bremena novim kupcem, če je šlo samo za eno pismo na to fora. Ker pač po eni strani se meni zdi prav, zaradi tega, ker so dobili samo eno pismo, pač si tako, ok, vrejo, nekdo se dela norca ali kakorkoli, ker slučajno pač ve in je to, veš, pač nam mogoče pričakuješ, da kaj tajega. Sploh če je njihovo prvo pismo bilo mogoče malo bolj umirjeno na forum. Sicer honestly, jaz ne vem, no, jaz bi po mojem povedala. Lahko pa, da sem vam lahko povedala, pa seveda so bili neko čudno pismo, pa so bili vsi tak, da so jima pač svetovali, da enostavno ne poveta, ker je pač res neka mala zadeva. V 23 letih pa niso imeli nobenih težav. I don't know. Potem ta družina je v bistvu tudi želela, da bi dobili dovoljenje od mestnega odbora, da bi v bistvu porušili tole hišo in da bi zgradili 2 ločena sklopa. Ampak to je bilo nažalost ovrženo, ker so se v bistvu sklicevali na težave z razsvetljavo in morebitno škodbo na sosednjih drevesih. Kar je ful čudno, honestly, what the fuck. Jaz če že rekla, da ne bi smeli, ker je bila hiša toliko stara. Ampak, ok. Kljub temu pa je, hvala Bogu, Dereku in Mariji uspelo najti družino, ki se je strinjala, da bo tam živela, ker sta imela v bistvu odrasle otroke, pa še živali, oziroma 2 psa, če se ne motim. Velika psa, poudarek. In 2 tedna kasneje, torej to je zdaj po mojem že kar nekaj časa glavnem po prvem pismu, oziroma zadnjem pismu, so dobili novo pismo, ki je bilo naslovljeno posebej na Marijo in Dereka in pa je v bistvu omenjalo tudi nove najemnike. Prvo nagovori Dereka in Marijo in potem se sprašujete, kdo je The Watcher. Obrni se, idiot. Mogoče ste govorili z mano, ko ste govorili s tako imenovanimi sosedi, ki kao nima pojma, kdo naj bi to bil. Mogoče veste, kdo sem, ampak ste preveč prestrašeni, da bi to komu povedali. Dobra poteza. Gledala sem, kako ste gledali iz temne hiše in me poskušali najti. Potem je omenila, da so teleskopi in daljnogledi zelo čudovita iznajdba. Hiša je preživela vaš poskus napada in bila močna s svojo vojsko podpornikov, ki je barikadirala njegova vrata. Moji vojaki so ukazom sledili, izvršili so svoje poslanstvo in z mojimi ukazi rešili dušo hiše. In pol nadaljuje, mogoče prometna nesreča, mogoče ogenj oziroma požar, mogoče nekaj tako preprostega, kot je lahka bolezen, za katero se zdi, da nikoli ne izgine. Mogoče skrivnostna smrt hišnega ljubljenčka. Ljubljeni nenadoma umrejo, zrušijo se letala in avtomobili ter kolesa, kosti se zlomijo. In tako se je v bistvu konča njegovo pismo, njegovo zadnjo pismo. In od takrat niti družina, torej Derek ali Marija, niti nadaljni najemniki pač od tega pisma niso prejeli več nobenega grozljivega pisma. Zato je ta primer zelo zmeden in skrivnosten, oziroma pač ljudi je to ful zanimalo itak, nikoli se ni izvedlo, ful je weird in creepy. Te pisma niso potem prišla, ko so bili v drugih bajti, Derek in Marija in otroci, niso prišla ta pisma zdajšnjim lastnikom oziroma najemnikom. In je pač ful čudno. Glavnem, hiša je bila potem spet šla na dražbo, oziroma se je začela pač prodajati do 2016. In je ta družina končno v bistvu prodala svoj dom avgusta 2019, kar je 5 let potem, ko so ga kupili. Sicer so zgubili nekje $400,000. Novi lastniki stanovanja so se odločili, da želijo ostati anonimni, teda od takrat pač tega več nikoli ni bilo. Zdaj, ko sem jaz ta primer opazila, oziroma ne vem, kaj sem delala, da sem naletela na ta primer, ampak mi je bil tak creepy in nor. Dejansko se zato pač nisem vedela, če naredim celoten video, zaradi tega, ker konca se ni nič kaj takega konkretnega zgodilo. Dobili so sam pisma na dom, ampak meni so bila toliko creepy, ker so bila tak ta čuden način napisala. A pač ne vem, mene bo to full crazy. Tudi ja, zdaj pa je to. Torej, danes je 16 in še nisem odprla. Se mi zdi, da je spet ta malo večji. Joj, nič nisem boljša v tem. Oh god. Tako. In je tale božiček. Božiček. Ok, to je to za današnji vlog.
Upam, da vam je bil všeč, če vam je bil, ga ne pozajte lajkati, ne pozajte se naroči, followajte me na Instagramu, pa lahko mi spodaj komentirate, kakšne videe bi radi videli, kaj naj govorim, o čem naj delam, kaj naj vam pokažem. Ja, to pa je tudi to. Adijo!